še malo več, kaj je društvo v teh 15 letih naredilo, nam bo predstavil dolgoletni tudi podpredsednik Društva mediatorjev Slovenije in tudi sedaj član upravnega odbora, magister Vid Pavlica, ki je sicer sodnik po poklicu in je dolga leta pri društvu pripravljal mesečna srečanja, tako da ga vsi poznate. Zelo aktiven tudi bil pri Mediacijskem centru Ljubljana in tudi pomagal pri postavitvi naše vloge kot providerja mediacij za potrošniške spore. Tako da bi prosila Vida, da nam zdaj pove kaj o delovanju društva. Hvala, Gordana. Moja naloga je dokaj zahtevna. Zahtevna zato, ker moram v 10 minutah predstaviti 15 let delovanja tako raznovrstnega društva, kot je Društvo mediatorjev Slovenije. In ravno zato, ker je to kar velik zalogaj, sem se odločil, da bom si pomagal z ogrodjem oziroma s hrbtenico društva, to so pa pravila Društva mediatorjev, zlasti z 5. in 6. členom pravil, ki govorita o tem, kakšen je namen oziroma s kakšnim namenom so tedanji člani ustanovili Društvo mediatorjev Slovenije. In za začetek bom postavil tezo, da je tiste namene, ki si jih je zastavilo, društvo do sedaj uspešno udejanjalo in se z izzivi uspešno soočilo. Če kar preberem ta 5. člen, na katerega sem se naslonil na začetku, pravi tako: društvo je ustanovljeno z namenom razširjanja, razvijanja, izvajanja in promocije mediacij in drugih načinov alternativnega reševanja sporov v Sloveniji in v tujini ter z namenom skrbeti za interese članov društva, spet v okviru teh zastavljenih nalog društva. Tukaj mi je zanimivo, da pač kot prva naloga je bilo predstavljeno razširjanje. Razširjanje vedenja o mediaciji zlasti, kot izhaja iz imena društva, in pa tudi o drugih načinih alternativnega reševanja sporov. In k temu razširjenju je društvo pristopilo na zelo različne načine in mislim, da izhodiščni način, ki ga je treba poudariti, je z širjenjem članstva. Namreč pomemben podatek je, vsaj meni bil presenetljiv, ko sem prvič izvedel zanj, da je bilo ustanovnih članov društva manj kot 20, medtem ko je članstvo društva skozi dejavnosti društva, zlasti pa skozi izobraževanja, naraslo in se zdaj giblje v zadnjih letih vedno med 300 in 400 članov, kar je izjemno povečanje. In že to povečanje v članstvu predstavlja nek uspeh v razširjanju ideje mediacije. Zakaj? Zakaj to izpostavljam kot najpomembnejši uspeh društva? Zato, ker če imaš 400 članov društva, ki so vsi po programih, ki jih Društvo mediatorjev priznava, izobraženi mediatorji, je potem namesto 20 mediatorjev, ki razširjajo idejo o mediaciji, 400 mediatorjev, ki razširjajo to idejo. In to idejo razširjajo na različne načine, tako v okviru dejavnosti društva, kot tudi zunaj njega. In je potem to, bi rekel, najširši mikrofon, ki govori, najširši zvočnik, ki govori o mediaciji in mediacijo predstavlja celotni splošni javnosti. To bi rekel, da je prva stvar, ki jo je za poudariti. Že v tem sklopu sem omenil izobraževanje. Zakaj izobraževanja? In zlasti osnovna izobraževanja. Zato, ker nas je, vsaj moja domneva je taka, večina članov društva postala, potem, ko smo opravili osnovno izobraževanje, ki jih je društvo opravilo ogromno. In mislim, da nas je ogromno takih, do katerih je pristopila med izobraževanjem Gordana in je rekla, meni recimo Vid, a bi tebe zanimalo, da bi kje sodeloval pri delu Društva mediatorjev? Veš, smo tako in tako društvo, se ukvarjamo z mediacijo in probamo promovirati mediacijo, pa potem boš imel tudi možnost, da boš v okviru sodišč je pogledal, kako in kaj
je z mediacijo pa tudi promoviral naprej, ne, in ker mi je bilo seveda izobraževanje izredno všeč, izredno interaktivno, zabavali smo se, hkrati smo se pa učili in je bilo to prvič, da sem doživel kaj takega, sem seveda takoj privolil in od takrat sem bolj ali manj aktivni član društva mediatorjev in vem, da je veliko takih, saj že po imenih, ki jih vidim na zaslonu, vidim, da je ogromno takih članov, ki so bili člani že mnogo pred mano in so še vedno zelo aktivni. Kar se tiče izobraževanj, pa se društvo ni omejevalo zgolj na osnovne izobraževanja, temveč s tem, ko je raslo število članov, raslo znanje tudi naše lastno, slovensko znanje, izobraževanja razširjajo na številna nadaljevalna izobraževanja ali o vrstniški mediaciji, mediaciji v gospodarskih sporih, v družinskih sporih in nadaljevalna izobraževanja o tehnikah mediatorjev in podobno, ki so jih opravili naši trenerji. Hkrati je pa društvo naš podij možnost razširjenja dostopa do naših članov izkoristil tudi, da je članom predstavil mediatorje tudi iz tujine, s katerimi je tukaj zlasti Gordana v preteklosti sodelovala in jih preverila na različnih konferencah, tako da so samo najkvalitetnejši prišli predavati tudi nam in smo jih imeli možnost poslušati v okviru številnih izobraževanj, pa tudi v okviru mednarodnih konferenc, ki jih je društvo organiziralo. Zdaj, zadnja od teh konferenc, in tudi se mi zdi zelo velik logistični uspeh, je bila konferenca o postopku sprave, pred njo pa še konferenca SEMP, torej konferenca organizacij, ki se ukvarja z mediacijo v jugovzhodni Evropi. In ta zadnja organizacija sicer v tej obliki ne obstaja več, se pa zdaj zelo aktivno nastaja njena naslednica, s katero je društvo tudi še vedno redno v pogovorih in tudi redno sodeluje z tistimi, ki jo ustanavljajo, in rekel so tudi številni znani obrazi. In če se pomaknemo proti temu ozemlju, torej če pogledamo od Slovenije le malo čez mejo proti jugu, pridemo do naših največjih prijateljev, največjih zaveznikov, največjih promotorjev mediacije v Hrvatski udrugi za mirenje, ki jo je tudi danes predstavil Srđan Šimac, mislim, da najboljši glas za promocijo mediacije na teh prostorih. Kadarkoli, tudi danes, ko sem morda kdaj podvomil, ali se želim ukvarjati z mediacijo, ali se želim ukvarjati aktivno s promocijo mediacije, z govorjenjem mediacije, s predstavljanjem mediacije drugim, slišim Srđana in vse, kot da bi bil spet na novo izobražen, kot da bi spet na novo začel z novo energijo lahko pristopim k tej ideji, ki se tudi seveda razvija in obnavlja, ker tudi od njega slišim vsakič nekaj novega. In potem, če gremo od Huma še naprej, je še veliko drugih društev in delegacij bilo, s katerimi je društvo aktivno sodelovalo, zlasti na tem ozemlju, tako smo bili prisotni na ustanovitvi NUMS, torej Srbskega združenja mediatorjev. K nam sta prišli tako kosovska delegacija, ki je želela upeljati mediacijo, kot tudi črnogorska delegacija, ki je želela izvedeti kaj več o našem pogledu. In to je pomembno. Zakaj je pomembno? Ker ko pridejo delegacije v Slovenijo, je DMS tisti verodostojen vir, na katerega se naslonijo, ko želijo vedeti, kaj je mediacija v Sloveniji, na kakšen način poteka, kaj je kvalitetna mediacija in kakšen je slovenski mediacijski pristop. Vidim, da tukaj je 10 minut že poteklo, pa imam občutek, da sem skoraj na začetku
uspehov društva. Tako da bom povedal še, da je društvo v teh letih sodelovalo s številnimi mednarodnimi organizacijami in še vedno sodeluje. Torej, SEMP sem že omenil, omeniti je še EMNI, omeniti je še ŽEM, omeniti je še UIA in še mnoge druge, ki so širši akterji kot mi in nam omogočajo, da imajo naši člani, zlasti naši člani, doseg širše onkraj naših meja v tej informatizirani družbi. Je to zelo pomembno, da vidimo, da imajo vsi dostop do tega, kaj se z mediacijo dogaja tako v Sloveniji kot v tujini. Hkrati, mislim, da to je še sigurno nujno povedati, je društvo ustanovilo že več različnih mediacijskih centrov, ki se ukvarjajo tako, prvi, na nek način poskusni center je bil mediacijski center Ljubljana, ki je živel nekaj let. Na tem poskusnem centru smo se mnogo naučili in tudi na podlagi teh izkušenj ustanovili lasten mediacijski center, hkrati pa imamo tudi neko podlago za ukvarjanje z mediacijami v potrošniških sporih. In bi rekel še kot zaključek, glede na to, da je tudi Mednarodno društvo mediatorjev Slovenije sedaj priznano kot nek pomemben vir informacij in znanja o mediaciji tako v Sloveniji kot širše, smo se pri društvu odločili, da smo dolžni to svojo nalogo, to zaupanje, ki nam je podano, razširjati oziroma okviriti tudi skozi zagotavljanje kvalitete mediatorjev, ki tudi tisti, ki mediirajo v mediacijskem centru društva. Zato smo se odločili, da bomo omogočili tudi postopek certificiranja mediatorjev, ki naj širšim sporoči, da za temi mediatorji lahko stoji kvaliteta društva mediatorjev. Tako, če se na tem mestu ustavim in postavim vprašanje, ali je odgovor oziroma ali je moja teza, ki sem si jo zastavil na začetku, pravilna. Ali se je društvo uspešno soočilo z izzivi, ki si jih je postavilo ob ustanovitvi. Hvala, Vid. To je bilo tako filozofsko gledanje tudi, kar mi je še posebno všeč. In seveda si nas tudi opomnil na neke stvari, rekel, nikoli ni odveč, da pogledamo svoje pravila in kaj smo si zastavili za svoje cilje. In hvala, da si to povzel v tem kratkem času, kolikor se je dalo. Ali kakšno vprašanje? Imamo eno vprašanje. Vid, vprašanje imaš? Oziroma je mišljeno za vse, tudi za nas. In sicer gospa Maja sprašuje, oziroma mnenje, da je potrebno strankam postopkov mediacije zagotoviti več podatkov o kvalifikaciji mediatorjev in njihovih osebnih lastnosti. Na tem mestu sprašuje, kako menite, da prav te osebne lastnosti mediatorjev vplivajo na potek samega mediacijskega postopka? Hkrati pa izpostavlja pomen prenosa izkušenj starejših mediatorjev oziroma bolj izkušenih mediatorjev na mlajše mediatorje. In če v okviru tega društvo načrtuje kakšno izobraževanje in tako naprej. A boš ti na to še odgovoril? Jaz mislim, da je primernejši naslov za to vprašanje kakšen od trenerjev v društvu. Dobro, hvala ti. Gotovo so osebne lastnosti mediatorja pomembne, vendar tako, kot je kolega Srdžan povedal, s tem, ko delamo na sebi, ko se trudimo izobraževati, ampak ne samo v veščinah in tehnikah mediacijskih, ampak tudi prav kot ljudje, ki se spreminjamo. Prav vsi trenerji smo po koncu enega izobraževanja za trenerje ugotovili, da nas je mediacija spremenila, da nas je mediiranje izboljšalo, kot ljudje smo se spremenili. Tako da delati na sebi, to je prava naloga.
Nadaljevalna izobraževanja bodo, nekaj že razpisanih, ne? Če pogledate na naši spletni strani, bomo pa še to organizirali, sigurno to še bo, ne? Tako da korajžno naprej. A bi ti še dodal kaj na to? Pravzaprav veliko, ne? Kar je bilo že dobro povedano, mogoče samo to, da je zelo pomembno, kot je že Sržan izpostavil, da imamo vedno na prvem mestu človeka. Ne naziv ali česa drugega, ampak človeka in da to tudi spoštujemo. Kot mediatorji pogosto v samem postopku razpolagamo s stvarmi, ki so ljudem intimne, so jim skrivnost in seveda zato je zelo pomembno, da mediatorji ne samo, da poznamo načela, ki okvirjajo ta postopek, ampak jih tudi razumemo in se jih držimo. Tako kot mora biti. Ja, hvala. Ta etični vidik, ne, je izjemno pomemben. Žal nismo slišali, ne, Susan Yates, ki je ravno pripravljala govor na to temo, ne, kaj posebni ta pristop mediatorja, ampak jo bomo še prosili, ker je ona strokovnjakinja ravno za ta vprašanja. Ja, pa tudi to širjenje, ne, ideje, to, kar je Vid lepo povzel, zato smo si prislužili status društva v javnem interesu in se trudimo, ne, to poslanstvo širiti in nadaljevati, ker to je naša naloga. In seveda upam, da nam bo družba tudi kakšna sredstva namenila, ne samo naloge, ne, da bi lažje mogoče to svoje poslanstvo izvajali.